Vaš najljubši YouTuber, oseba, ki vam je podarila nešteto ur zabave, morda ni ta, za katerega ga imate. Ista soba, isti glas, ista mnenja, zaradi katerih ste jim zaupali, a v zadnjem času se zdijo drugačni. Ostrina je izginila, stališča so bolj previdna. Nekaj se je spremenilo, pa vam tega nihče ni povedal. V ozadju je bil kanal tiho prevzet. Videoposnetki, arhiv, celo občinstvo, vse je del dogovora. Na prvi pogled se nič ne zdi drugače. Če oseba, ki ji zaupate, nima več nadzora nad tem, kar gledate, kaj potem sploh gledate? Tako so vaši najljubši ustvarjalci v lasti zasebnega kapitala. Prvo poglavje. Prikriti prevzem in pravna vrzel pri uveljavljanju. YouTubeov vir se je začel spreminjati. Kar je bilo nekoč bogat in raznolik vir zanimivih vsebin, je začelo delovati nekoliko bolj plitvo. Videoposnetki so postali prazni in ponavljajoči se. In hej, nismo ravno nedolžni. Včasih si utrujen in misliš, da razumeš občinstvo. In en mesec si želijo eno in isto stvar brez prestanka. Potem pa naslednji mesec rečejo, da delaš samo eno vrsto videoposnetkov. Verjemite mi, še vedno se spomnimo občutkov ob vojni med Rusijo in Ukrajino. Ampak kakorkoli, naslovi so postali bolj vabljivi za klike. Sličice so se spremenile v dolgočasno, z umetno inteligenco ustvarjeno zmešnjavo. Ustvarjalci, ki so se prej zdeli neodvisni, so začeli govoriti iste stvari. Ni se zgodilo vse naenkrat. Bilo je postopno, skoraj nemogoče opaziti, razen če si resnično pozorno spremljal. Morda so tvoji najljubši ustvarjalci postali leni ali so se prodali in začeli slediti trendom. Morda so začeli kopirati druge kanale, namesto da bi kazali tisto zabavno osebnost, zaradi katere si jih sploh postal oboževalec. Resnica je veliko bolj zlovešča. Kanale, ki so jih ljudje imeli radi in z njimi odraščali, zdaj kupuje Wall Street. Skladi zasebnega kapitala in drugi veliki vlagatelji so vložili milijarde dolarjev v odkup nekaterih največjih YouTube kanalov. Veritasium, Fireship, Fern, Donut Media, Economics Explained, Simple History in History Hit so le nekateri ustvarjalci, ki so jih že prevzeli. Tudi otroški kanali so del tega posla, saj sta CoComelon in Blippi pod nadzorom Blackstona, največjega upravljavca alternativnih sredstev na svetu. In to so le posli, za katere vemo. Ne obravnavajo jih več kot osebne ustvarjalne prostore. Obravnavajo jih kot medijske stroje, ki so poceni za upravljanje, enostavni za širitev, narejeni za privabljanje pozornosti, širjenje idej in prodajo kakršnihkoli zgodb ali zamisli, ki jih njihovi lastniki želijo vsiliti množicam. V to je vključenih več finančnih in tehnoloških podjetij. Nekatera boste prepoznali, kot sta Blackstone in Goldman Sachs, druga morda ne. A vendar imajo še vedno ogromne količine denarja, ki ga lahko razmetavajo. Ista strategija je že prizadela nekatere najbolj priljubljene svetovne blagovne znamke, kot so Toys R Us, Sears in Blockbuster. Vzeli so nekaj, čemur so ljudje zaupali, in to spremenili v prazno lupino, vse v imenu dobička. Ko gre za YouTube, ne kupujejo le naključnih vsebin. Kupujejo občutek poznanosti, obraze, ki jih že poznate, kanale, na katere kliknete brez razmišljanja, rutine, v katere ste padli, ne da bi se tega sploh zavedali. Kupujejo že obstoječe občinstvo, demografske skupine, razloge, zakaj gledate. In ne ustavljajo se pri ustvarjalcih, prevzemajo tudi celotne knjižnice vsebin. Leta videoposnetkov, leta zaupanja. Vse to se je zgodilo, ne da bi ljudje sploh opazili, kaj se dogaja, ker obrazi ostajajo isti. In veliko ljudi še vedno misli, da ekonomija ustvarjalcev deluje tako, kot je včasih. Ustvarjalec naredi nekaj videoposnetkov, si zgradi občinstvo in zasluži denar z ogledi. Ves čas pa ostane neodvisen. Na najvišji ravni ta pravila ne veljajo več, ker so zasebni kapitalski skladi ugotovili nekaj, kar bi moralo vsem uporabnikom YouTubea povzročiti mravljince po hrbtu. Zvestobo je veliko lažje kupiti, kot si jo prislužiti. Recimo, da podjetje želi prodati izdelek, kot je pametni telefon. To bi lahko storili na običajen način, porabili milijone za marketing in čim bolj agresivno širili sporočilo, a tudi takrat ni nobenega zagotovila, da bo uspelo. Morda boste to videli in vam bo še vedno vseeno. Kaj pa, če bi kupili tehnološkega recenzenta, ki mu zaupate že zadnje desetletje? Takrat vas sploh ni treba več prepričevati o ničemer. Ne potrebujejo bleščečih marketinških sloganov ali dragih oglasnih terminov. Vas so že prepričali. In tukaj je strašljiva regulativna vrzel, ki vse to omogoča. Običajno mora ustvarjalec, če se strinja, da bo promoviral izdelek, to razkriti. Morajo slediti naboru smernic, ki jih uveljavlja FTC in sam YouTube, pa tudi druge oblasti po svetu. Na svoje videoposnetke morajo dodati oznako za plačano promocijo in razkriti, da promovirajo ter oglašujejo izdelek ali storitev. Vsi smo jih že videli. Kratki posnetki, oglasi, sponzorski segmenti, tudi če jih preskočite, veste, kaj so. Ne glede na vaše mnenje o njih, so glede tega odkriti, ker morajo biti. Platforme to zahtevajo, sicer je vsebina označena ali še huje, odstranjena. Če pa podjetje z Wall Streeta kupi celoten YouTube kanal in prevzame popoln uredniški nadzor, jim ni treba javno objaviti prevzema.
Novo korporativno lastništvo lahko popolnoma skrijejo. In čeprav jih zvezni zakon tehnično zahteva, da uporabljajo oznake za plačano promocijo, če tega ustvarjalca uporabijo za prikrito promoviranje svojih izdelkov, je uveljavljanje teh pravil v praksi skoraj neobstoječe. Lahko obidejo pravila, preskočijo oznake in upajo, da jih nikoli ne bodo ujeli. Ustvarjalec prejme plačilo, podpiše sporazum o nerazkritju in nato nadaljuje z delom kot običajno. Razen, da to ni več običajno. Občinstvo pa ničesar ne opazi. Še vedno mislijo, da podpirajo isti strastni projekt posameznika, v resnici pa financirajo korporacijo. Vse skupaj je laž. Ampak ena stvar, ki jo moramo poudariti, je, da niso vsi, ki so prodali svoj kanal, to storili zato, ker so želeli izkoristiti svoje občinstvo in zaslužiti. Ne poznamo okoliščin ali odločitev ustvarjalcev. Nekateri so morda izčrpani in morajo iti naprej. Nekateri so morda v globokih finančnih težavah in potrebujejo pomoč. Ne vemo in ne bomo krivili teh ustvarjalcev. Imeli bodo svoje razloge. Samo poskušamo osvetliti spreminjajočo se dinamiko sveta ustvarjalcev in vsebine, ki jo ljudje spremljajo na YouTubu. Poglavje 2. Proces enšitifikacije. Ko ustvarjalci na YouTubu postavijo svoje kanale, imajo en cilj v mislih – zgraditi in pritegniti občinstvo. Čeprav so motivacije lahko različne, je končni cilj vedno enak – pritegniti gledalce. Vse se vrti okoli števila naročnikov in gledanosti. Skladi zasebnega kapitala na to ne gledajo enako. Zanje ni pomembno, kaj kupujejo. Cilj je vedno enak. Kupijo, razvijajo, prodajo za več, kot so plačali. Industrija se lahko spremeni, poslovni model pa ostaja enak. Kakovost vsebine jih ne zanima. Ne zanimajo jih ustvarjalnost, pristnost ali skupnost. Vse, kar jih zanima, je dobiček. Večinoma bodo plačali približno 3 do 5-kratnik letnega zaslužka kanala, samo da ga v celoti kupijo, ali pa bodo posel strukturirali drugače. Prevzeli bodo večinski delež, morda 50 do 80%, medtem ko izvirni ustvarjalec obdrži preostanek. To je pogosto boljši pristop, ker ustvarjalec takrat ni več samo ustvarjalec, je delničar svojega lastnega kanala. In to spremeni vse. Povezani so z investicijsko družbo, ki jih je kupila. Imajo skupne interese, da kanal raste in ga prodajo za čim več denarja. V vsakem primeru se nadzor prenese. Investitorji morajo najti načine, kako povečati tako količino dobička, ki ga ustvarijo, kot tudi njihovo skupno vrednost. Morda mislite, da bi bila pametna poteza dati prvotnemu ustvarjalcu svobodo, ki jo potrebuje, da še naprej počne to, zaradi česar je bil uspešen. Klasičen pristop. Če ni pokvarjeno, ne popravljaj. Toda to za investitorje ne deluje. Ne želijo počasne, stabilne rasti, želijo hitre donose. Želijo, da se stroški zmanjšajo na minimum. Želijo optimizacijo na vseh področjih. Ne kupijo le enega ali 2 kanalov, kupijo celo kopico kanalov. Zapisi kažejo, da so nekatere največje investicijske družbe kupile skupine kanalov, pogosto s podobnimi slogi, občinstvom ali temami. NATO uporabijo preverjen investicijski trik, imenovan arbitraža z večkratniki. Deluje zelo preprosto. Podjetja združijo več enot v en velik paket. Lahko bi kupili 5 različnih YouTube kanalov, od katerih vsak zasluži $1 milijon na leto. Posamezno bi se vsak prodal za približno 3 do 5 milijonov, vendar ko jih združite pod enim lastnikom, niso več le ločeni kanali. Postanejo portfelj in ta portfelj se lahko proda za veliko več, včasih celo do 10-kratnika skupnih zaslužkov. In najbolj noro pri vsem tem je, da sploh ni pomembno, ali je vsebina dobra. Pravzaprav je lahko celo opazno slabša. Kanali lahko celo izgubijo del svoje publike, vendar še vedno prinašajo nore dobičke svojim vlagateljem, ker je Wall Streetu bolj pomemben obseg kot duša. In tu pride na vrsto naslednji del sestavljanke – nasičenost. Kanali začnejo ustvarjati več vsebine, manj premorov, več videoposnetkov vsak teden. Če ustvarjalec zasluži $10,000 na teden z enim videoposnetkom, potem po logiki vlagateljev lahko zasluži $70,000 na teden s 7 videoposnetki. In na tej točki ustvarjalec pravzaprav ne odloča več. Ni več pomembno, kaj misli, da bo njegovi publiki všeč. Gre za ustvarjanje videoposnetkov, za katere je dokazano, da bodo uspešni. Ne gre več za to, da si edinstven ali ustvarjalen. Gre za to, da se oprimeš trendov, zajahaš val navdušenja in množicam ponudiš tisto, kar podatki pravijo, da si želijo. Tukaj se začne gniloba in začne delovati proces poslabševanja. Investitorji pogledajo, kako je ustvarjen ustvarjalčev kanal. Raziskovalci, pisci in uredniki, ki oblikujejo vsak video, oblikovalci, ki so skozi čas ustvarili vizualno identiteto. Zanje to ni tesno povezana ustvarjalna ekipa. To so stroški in stroški se režejo. Videi, ki so jih nekoč skrbno raziskovali in sestavljali ljudje, ki jim je bilo mar za končni rezultat, so zdaj množično proizvedeni v vsebinskih tovarnah ali pa jih ustvarjajo generativni modeli umetne inteligence. Zakaj bi plačali raziskovalca, da odkrije zanimive trende in teme, če lahko preprosto vprašate umetno inteligenco, da vam v nekaj sekundah ustvari seznamski članek? Nenadoma kanal proizvaja več videov.
To bi bilo nekoč morda dobrodošlo pri občinstvu. Namesto tega se gledalci sprašujejo, kaj je šlo narobe. Kajti ko se količina poveča, kakovost upade. Tisti čudovito raziskani in sicer pomanjkljivi, a edinstveni videi, v katere so se zaljubili, so izginili. Namesto njih pa je ostala le umetno generirana brozga. Videi, ki so komaj dovolj dobri, da ljudi zadržijo pred zasloni dovolj dolgo, da vidijo oglase in promocije, a občinstvo pustijo prazno. To lahko opazite pri primerjavi prej in potem na nekaterih vaših najljubših kanalih. Tisti tehnološki recenzent ali drama kanal, ki ste ga imeli radi, je imel značaj, dušo, življenje. Ni bilo popolno, nihče ni, a sama vsebina je to nadomestila. Bila je izvirna, bila je resnična. Ideje in videi, ki so bili ustvarjeni s skrbnostjo, ki so jih predstavljali ljudje, ki so bili ponosni na to, kar so ustvarjali. Potem je prišla ta nova različica in napake so bile odpravljene. Videz se je spremenil, nenadoma je postal nekoliko preveč uglajen, preveč čist. Kar je prej delovalo kot vpogled v nek čisto zaseben svet, je zdaj videti zrežirano. Videi niso več videti kot nekaj, kar si odkril, ampak kot nekaj, kar je bilo izdelano. Komentatorska vsebina postane brez življenja. In najbolj boli to, da občinstvo to opazi. Vedo, da se je nekaj spremenilo, a niso povsem prepričani, kaj ali zakaj. Nekateri celo krivijo ali zavajajo sami sebe. Morda so prerasli ustvarjalca, ki so ga nekoč oboževali, ali pa so se jim spremenili okusi. Pogosto temu ni tako. Ni samo pri tebi in ni samo v tvoji glavi. Tvoji najljubši ustvarjalci so postali slabši. In to ni zato, ker bi kdo postal starejši ali spremenil svoj slog. To je zato, ker so te neodvisne ustvarjalce posrkali korporativni stroj, njihovo občinstvo pa pustili same in zmedene. Poglavje 3. Ugrabitev uredniške politike. Če bi šlo samo za dolgočasne videoposnetke, bi bilo to nadležno. Ampak to še ne bi bila kriza. Žal pa ni tako. UI navlaka in manj kakovostna vsebina niso končni rezultat celotnega procesa, so le stranski produkti. Prava nevarnost ni v tem, da moraš gledati videoposnetke, ki so komaj pol tako zabavni kot prej. Se sprašuješ, zakaj je tvoj najljubši ustvarjalec nenadoma tako brez duše? Prava nevarnost je v tem, kako se ti videoposnetki in ustvarjalci uporabljajo. In to se dogaja prav zdaj na tvojem YouTubeu in družbenih omrežjih. Ko vlagatelji prevzamejo ustvarjalca, ne prevzamejo le kanala, ampak tudi vplivajo na to, kaj se ustvari in česa ne. Teme se filtrirajo, ostrine se omilijo, ideje nikoli ne pridejo do objave. To že vidimo na lokalnih novičarskih kanalih v ZDA. Velike korporacije kupujejo majhne postaje in oblikujejo njihovo vsebino. Pišejo scenarije za prispevke, standardizirajo sporočila in v lokalne oddaje vsiljujejo komentarje pripravljene v centrali. In to doseže milijone domov. Narekujejo vam, kaj morate poslušati. Večina gledalcev tega premika sploh ne opazi. John Oliver je to odmevno razložil v zdaj že viralnem posnetku. Desetine lokalnih voditeljev z pridruženih postaj mreže po vsej državi so prebrale popolnoma enak novinarski scenarij, besedo za besedo. To je strah, to je končni cilj. Kajti ko je vsebina v lasti v velikem obsegu, preneha biti neodvisna, tudi če se zdi osebna in domača. Velike investicijske družbe niso podvržene enaki ravni preglednosti kot posamezni ustvarjalci, kar pomeni, da lahko prevzemi potekajo neopazno. Lahko prevzamejo vaše najljubše kanale in oblikujejo, v kaj se ta kanal spremeni, od ten in tona do smeri, ki jo zavzame. Oni so tisti, ki financirajo, zato imajo besedo. Pomislite na moč, ki jo imajo veliki YouTuberi. Sledilci lahko visijo na vsaki njihovi besedi, sledijo njihovim mnenjem in sprejemajo odločitve na podlagi tega, kar povedo. Ko je Wall Street upleten, se lahko določene zgodbe okrepijo, druge pa tiho izginejo. Ko podjetja YouTuberjem ponudijo velik denarni dogovor in pogodbo o nerazkrivanju informacij, jih nič pravno ne ustavi, da tem ustvarjalcem natančno povedo, kaj naj povedo. To niso kar neka podjetja, to so velika podjetja zasebnega kapitala, kot je Blackstone, ki imajo prste v vsem. Zdravstvu, nepremičninah, energiji, celo vojski. Če podjetje nadzoruje mrežo tako imenovanih neodvisnih YouTube kanalov, ki skupaj dosežejo desetine ali celo stotine milijonov ljudi. Ni jim treba kupovati novičarskih postaj, saj že imajo distribucijo. Lahko oblikujejo, kaj bo vidno, kaj se bo ponavljalo in kaj bo sploh doseglo množično občinstvo. In vse to se dogaja prek kanalov, ki na površju še vedno izgledajo popolnoma neodvisni. Poglavje 4. Smrt neodvisnega spleta. To ni tisto, kar naj bi bil YouTube. Nekoč je bila to stran, kjer je lahko vsak s kamero dejansko vodil svoj osebni TV kanal. In nekaj časa je vse to delovalo. YouTube ni le izval tradicionalnih medijev, ampak jih je v veliki meri tudi prehitel. Ljudje so začeli gledati svoje najljubše ustvarjalce, namesto da bi spremljali kabelske kanale. Posamezniki, ki so začeli kot nihče, so postali nekdo. Občinstva so oblikovala skupnosti in sledila svojim najljubšim ustvarjalcem, želena videti, s kakšnimi zanimivimi idejami bodo prišli naslednjič.
Vse je temeljilo na pristnosti, resničnih ljudeh, resničnih idejah, resničnih občutkih. Toda zasebni kapitalski skladi nam to odvzemajo. Ustvarjalec, ki ustvarja doma, je postal ogrožena vrsta. Sličice zdaj oblikujejo komisije. Ideje za videoposnetke izhajajo iz analitike. Včasih celo scenarije, ki jih ustvari umetna inteligenca, oblikujejo tržniki, osebnosti pa postanejo sredstva blagovne znamke. YouTube začne izgledati kot stvar, ki naj bi jo nadomestil. In zdaj, vsakič, ko začutite povezavo z ustvarjalcem, vsakič, ko mislite, da je to, kar govori, iskreno ali osebno ali resnično, je v ozadju še nekaj drugega. Investitorji, spodbude, dobički. Morda niso vidni, a so vedno prisotni in oblikujejo, kaj nastane in zakaj. Konec koncev vas to morda sploh ne zanima. Če vsebina ostane enaka in ne vpliva na mnenje nikogar, zakaj bi vas to skrbelo? To je zabava, ni nič drugače, kot če greste v kino gledat Marvelov film. Povedati moramo, da je The Infographic Show 100% neodvisen in da smo to vedno bili. Financirajo nas oglasi, ki jih vidite, sponzorji, ki jih omenimo v videih in člani kanala. Lahko rečemo, da bo tako zavedno? Vsekakor upamo, da bo tako, vendar se YouTube spreminja in kdo ve, kje bo čez nekaj let. Iskreno, morda takrat tega dela sploh ne bomo več imeli. AI Slob prevzema platformo. Naredimo video in v nekaj urah se jih pojavi še 1000. Vsi pa so ustvarjeni z umetno inteligenco. Naše scenarije reciklirajo. Umetna inteligenca je hitrejša od animacije. Tekmujemo za oglede z vsakim kanalom AI Slob. Ali v naši produkciji sploh ne uporabljamo umetne inteligence? Ne, tega ne moremo reči. Uporabljamo jo kot orodje, ne kot zamenjavo. Uporabljamo jo za spreminjanje besedila na sličici, kjer je prej producent potreboval izkušnje s Photoshopom. Uporabljamo jo za samodejno ustvarjanje tabel, da lahko naši režiserji razčlenijo scenarij. Uporabljamo jo za izboljšanje videoposnetka iz običajne HD ločljivosti na 4K, da je bolj primeren za televizijo. Ampak naše raziskave, naše pisanje, naša animacija, vsem najljubši glas v ozadju, vse to je 100% človeško. Ne moremo napovedati, kako se bodo stvari razvijale, lahko le opazujemo, kam gredo. Najslabši del vsega pa je, da se to ne ustavi pri YouTubu. To je del veliko večjega sistema. Tistega, ki se dotika vsega. Od hrane, ki jo jemo, do oblačil, ki jih nosimo in informacij, ki jih vsak dan prejemamo. Če želite razumeti, kako globoko to resnično sega, lahko izveste v videu Skrivne bogate družine, ki nadzorujejo gospodarstvo, ali pa si namesto tega ogledate ta video.